Cimet velja za eno najstarejših poznanih začimb. Danes je nepogrešljiv v kuhanem vinu in jabolčnem zavitku, pred nekaj tisočletji pa je bil namenjen le bogovom in z njimi povezanimi rituali. Čeprav je cimeta več vrst, se v kuhinji že od nekdaj uporabljata predvsem dve: pravi cejlonski in kitajski. Mimogrede. S čepcem začinjeno. Na Valu 202. Preden povemo več o tem dišečem lesu, kot so zaradi omamne dišave tudi poimenovali cimet, pa še ščepec zgodovine začimb, ki so bile že v srednjem veku zelo cenjene in praviloma dragocenejše od zlata. V času križarskih vojn so postale in dolga leta ostale statusni simbol. Uporabljali jih niso le za začinjanje hrane ali njeno konzerviranje, ampak tudi za prikrivanje okusa pokvarjenih živil ter v medicini. Med najbolj priljubljenimi so bili poper, cimet, klinčki, muškatni orešček in žafran. Srednjeveška Evropa je bila pri začimbah nenasitna in cene so nebrzdano divjale v nebo. Konec 14. stoletja je vrednost popra med potovanjem med Indijo in Evropo poskočila za 30-krat, pri kakšnih še bolj eksotičnih tudi 100-krat in več, kar so spretno izkoristili Benečani, ki so imeli monopol nad trgovanjem z začimbami od 8. pa vse do 15. stoletja. Zaradi izjemnih dobičkov v trgovini z začimbami je želja po dostopu do začimb in ostalega eksotičnega blaga konec srednjega veka zato postala prava obsesija. Iskanje novih trgovskih poti do Indije pa prioriteta praktično vseh evropskih vladarjev s pomorskimi kapacitetami. In tako se je začelo obdobje velikih odkritij in raziskovalcev, kot so bili Da Gama, Kolumb in Magellan. A cimet je bil v uporabi že veliko prej, pred velikimi raziskovalci, saj so ga na zahod iz Kitajske zanesli Arabci in uporabljale so ga prav vse kulture zadnjih 6000 let. A cimet je bil drag, predrag za splošno uporabo. Zato se je dogajalo, da so za cimet prodajali marsikaj, pove dr. Aleš Obreza, profesor za področje farmacevtske kemije na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, ki se ukvarja tudi z zgodovino farmacije. Danes je drugače, danes ima cimet relativno v primerjavi seveda z nekdanjimi časi relativno nizko ceno. Je pa bila eksotična zadeva nekje tam do konca srednjega veka, še v novi vek. Zanimivo je, opisujejo že stari antični avtorji, recimo Dioskorit v svojem delu De Materia Medica, ko opisuje razne zdravilne snovi, omenja tudi cimet. In sicer omenja že on dve obliki. Ena oblika, za katero večina znanstvenikov danes domenja, da je ta pravi cimet, se pravi cejlonski cimet, ki dejansko so ga največ gojili vsaj v tistem času na Cejlonu, se pravi Šrilanka. Po drugi strani pa ta tako imenovani kitajski cimet, ki mu pravijo tudi kitajska kasija. Tako da iz teh starih zapisov je zelo težko ugotoviti, za katero vrsto točno gre. Vemo, da je še nekaj vrst, ki uspevajo v jugovzhodni Aziji. Zanimive so tudi te domneve, da pravzaprav v antičnem obdobju, se pravi v obdobju recimo antične Grčije, Rima, sploh niso uporabljali teh vrst cimeta, ki jih poznamo danes, ampak so uporabljali neko rastlino, ki mogoče sploh ni bila iz istega rodu in je uspevala nekje v področju recimo današnje vzhodne Afrike. To je ena hipoteza, ki ima sicer manj pristašov v zadnjem času, je pa seveda tudi možna, ker opisi antičnih avtorjev so včasih zelo nezanesljivi. Niso vedeli točno, od kje prihajajo posamezne sestavine, tudi začimbe. No in tako da zagotovo pa cimet je imel pomembno vlogo že v srednjem veku in potem tudi naprej, ko je postal ena izmed najbolj razširjenih začimb tudi v Evropi. Kot pravi Aleš Obreza, so cimetu pripisovali marsikaj, podobno kot preostalim začimbam, ki imajo prijeten vonj in dober okus. Največkrat so ga opisali kot snov, ki deluje kot digestiv, izboljša prebavo, zmanjšuje krče in napenjanje. Včasih so ga uporabljali tudi za lajšanje bolezni dihalnega trakta. Marsikaj, no, uporabljali so ga tudi recimo tam v 14. stoletju kot eno izmed možnih zdravil
proti kugi pa se je seveda izkazal za popolnoma neučinkovitega. In takrat verjetno niso natanko vedeli, za katero vrsto cimeta gre. Cimet oziroma cimetovec je tropsko zimzeleno drevo, vendar ga na plantažah gojijo večinoma kot monokulturo v obliki grmov. Rod cimetovca sestavlja približno 300 vrst. Ekonomsko sta najpomembnejši 2, več pa raziskovalka v botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani Katja Malovrh. Zdaj tisti, ki mi rečemo pravi cimet, a ne ta cejlonski, ta je v bistvu prihaja iz Šrilanke. Cejlon je v bistvu staro ime za Šrilanko. Se pa pojavlja na tržišču v bistvu tudi kitajski cimet, kasija. Zdaj zmotno je prepričanje, da je ta kitajski cimet strupen, v bistvu slabe kvalitete. Ni res, pravzaprav sta mogoče primerljiva, je pa pač cenejši. Zdaj, kaj se uporablja? Uporablja se v bistvu skorjo in ravno zaradi tega, ker v bistvu je potrebno pobrati to skorjo, v bistvu potem velikokrat pride tudi do poškodb drevesa. To je taka zelo invazivna metoda. Velikokrat potem pač drevesa ne posekajo, ampak v bistvu zdržujejo še naprej, tako da velikokrat potem tudi uporabljajo v bistvu razne pripravke, da se zavarujejo pred raznimi škodljivci. Ker v bistvu rastlina je potem poškodovana, občutljiva, bolj dovzetna za škodljivce, tako da potem uporabljajo razne pripravke in je pač potrebno paziti, v bistvu kakšen cimet se tudi kupuje. Raziskovalka začimb in avtorica številnih knjig o začimbah Sanja Lončar poudari, da se je prav cimetu, poleg popra, zaradi njegove iskanosti najbolj zmanjšala kakovost. Zelo majhen del cimeta je pridelan ekološko, pridelava za množično uporabo pa je veliko bolj invazivna. To je guljenje skorje drevesa in to tiste tenke podskorice. Zdaj, če ti drevesu delaš peeling enkrat ali dvakrat na sezono, ni problem. Če bi vam gulila kožo vsakih nekaj dni, pa postanete ranljiv, zelo občutljiv in seveda intenzivne plantaže cimeta so zelo bolne. Zaradi tega se pri pridelavi konvencionalnega cimeta uporablja ogromno pesticidov in veliko tega konča tudi v cimetu. Zato se recimo ekološki cimet od konvencionalnega zelo razlikuje. Bog ne daj, da mi nekdo postreže jabolčni s konvencionalnim, ker me že začne grebst v grlu, ker je bolj grenek, bolj temen, bolj kovinski, dočim recimo ekološki cimet je vedno svetlejši. Zaradi tega je recimo včasih, če se spomnite nekaj let nazaj, je bila prava gonja proti cimetu zaradi snovi, ki so jih našli, pa kumarini, pa in sploh. Seveda, poprečen vzorec cimeta marsikaj lahko vsebuje, tudi zaradi tega je pomembno, da pri cimetu posegamo po ekološko pridelanem. Pri tem je vseeno, cejlonski je bolj blag, lahko ga dajemo v večjih količinah, ne bo pogrenijo jedi, kasija je pa močnejši, ampak ga zato tudi kitajska medicina ima tudi kot močnejše zdravilo. Največji izvoznik cimeta je Vietnam, sledijo Šrilanka, Kitajska in Indonezija. Da je najboljši cimet prav šrilanški, pravi Tatjana Butul, doma iz kraja Manžan, ki se že leta ukvarja z zelišči. Leta 2010 sta z možem Mitjo prvič odšla v Šrilanko in se zaljubila v ta raj začimb. Zdaj cimet uvažata in ta raste brez pesticidov na nasadu ajurvedskega resorta, kjer proti škodljivcem uporabljajo cimetovo olje. Cimet je ista družina kot pri nas lovor. Lovorikovec, lovor je ravno tako koristen, s tem, da se ga pri nas manj uporablja in manj ceni kot se cimet. Ko je veja dovolj debela, recimo par centimetrov debela, se jo odreže, liste dajo posebej, te liste destilirajo za cimetovo olje, lubje se odstrani, lubje se spet destilira in se ga lahko uporablja tudi notranje, uravnava delovanje naše slinavke, pomaga pri sladkorni bolezni in je zelo, zelo cenjeno in tudi zelo drago. Potem imamo drugo plast, se zareže čez celo vejo dol in se to lušči, da ostane cel kos in to potem dajo maček na sonce in se začnejo delati te barčice, se začne zvijati in ko se začne zvijati, potem spet ima en lupil s krompirja in tretjo plast in se to potem zlaga notri, tako da teleskopsko ti narediš to vejico.
Oni pravijo najbolj primerno, oni rečejo pencil size, ne, da je čim tanjša je vejca, manj je tega tretjega dela notri in boljša je, bolj kvalitetna je in se tudi lažje prodaja po višji ceni. In pod strehami imajo napeljane špage in se to lepo naloži gor in se more posušiti. Tak cimet pride k nam. In to je to, kar imate? To je to, kar imamo tle na mizi. Ja. Dobro je, da se ga sproti zmelje. Kukor ga uporabljamo, tako da ga sproti zmeljemo. Mi recimo ena najboljših takih močnih antioksidantov je zjutraj žlička medu, posujemo malček cimeta gor in to na tešče pojemo, tako da dejansko že začneš dan na tak super način. Azijske kuhinje začimbo uporabljajo predvsem v slanih jedeh, na primer kariju. Pri nas pa je nepogrešljiva sestavina sladic, saj sladkim jedem doda občutek sladkosti, pravi Sanja Lončar. Ne le cimet, tudi pimet, klinčki, vanilija zelo okrepijo, malo prelisičijo naše brbončice, da mi čutimo sladkost tudi tam, kjer jo ni. Torej, če bi dodali te začimbe v jabolčni štrudel in še kakšno rozino, 1 grama sladkorja, lahko rečem iz svojih izkušenj, ni treba dati in se nihče ne bo pritoževal, da ni sladko. Pa kar je še zelo pomembno, glavni razlog, zakaj se je recimo farmacija spravila na cimet, ker cimet dokazano zmanjšuje potrebo po inzulinu. Stimulira receptorje na naših celicah, da tudi brez inzulina se odprejo in sprejmejo sladkorja. Temu rečem cimet poje podoknice našim receptorjem, ker jih vibracijsko odpira in zaradi tega lajša življenje vsem, ki jim sladkor niha. Ne morem reči, da bo rešitev za tiste, ki inzulina sploh nimajo, ampak pri tistih, ki imajo določene težave, je cimet zelo dragocen. Cimet je danes ena izmed redkih začimb, ki je tudi medicinsko in znanstveno raziskana in ima potrjena različna zdravilna učinkovanja. Vsebuje pa dišavo kumarin, ki jo pri velikem zaužitju lahko povzroči glavobol. Tega vsebuje več kitajska kasija, a najbrž pri zmletem cimetu težko ugotovimo, za katero vrsto gre, če seveda ne poznamo arome enega in drugega, tako kot Tatjana Butul z domačije Butul. Izgaločen že po vonju. Kitajski cimet ima veliko kumarina. Kumarin je pa lahko problematičen, če ga je preveč, ker ga naša jetra ne predelajo. Za razliko od šilanškega, ki ima kumarina zelo malo, tako da dejansko je priporočljiva ena kavna žlička na dan, jo lahko zaužijemo brez nobenih težav. Tako da je treba biti izredno pozoren, kakšen cimet kupujemo. To je recimo zdaj, ko se sprehajaš okoli, ko imajo kuhančke, jaz ga zavoham nadaleč, ali je šilanški ali kitajski, ker je izredno velika razlika. On je bolj intenziven vonj, bolj močen, šilanški je pa tak bolj nežen, bolj na sladko potegne. Kako pa lahko najlažje razlikujemo med pravim cimetom in kasijo? Paličice kitajskega so običajno temnejše, skorja je debelejša, trša in lepše zvita. Sicer pa je tako rekoč vse, kar kupimo kot industrijsko predelano hrano, začinjeno s cimetom kasija. Je zanimivo tudi, da šilanškega cimeta veliko kupujejo ravno Indijci in Kitajci, ker ga mešajo svojim. Čemur se reče cimet, enako omamno z drugim imenom bi dišalo. Mimo grede, s ščepcem začinjeno.